Kaj reči to o Tušku? Predvsem, tako kot smo ga privzeli, kot ga je skupina povzela zase in je tako, da je postal neizbežen član, je bila kriva v dobrem pomenu besede ta njegova ljutistična komponenta, ta njegova dimenzija. Kot vse njegovi prispevki so, po eni strani so razkrivali tisto, kar lahko rečemo magijo umetnosti, tiste labirinte, čudne, imaginarne, po drugi strani pa je ta igrivost, ki se je potem seveda pri Tušku stopnjevala do enega viška, ko je prestopil iz galerijskih prostorov na otroška igrišča in se od njih črpal in se spet vračal nazaj. To je bilo nekaj, kar je morebiti ni strogo sodilo v ta koncept neokonstruktivistov, na vsak način pa v ta širši minimalistični krog, kot so kolegi Igor Zabel, pa potem zagrebški kolega Marjan Susovski o tem pisali. Morebiti toliko za uvod, se mi zdi, torej moj uvod, mislim, da bo Dragica Čadež lahko tudi kaj prispevala. To je bila igra nečesa, igra med nami, igra z prostorom. Vse skupaj se je dogajalo, če bi rekla, na nivoju neke igre. Tudi, če rečem, Lapajne, pa ti prostorski objekti. Ta postopnica. Ja, in sodelovanje s Savčkom spet, ne, sodelovanje z gledališčem. Ta intermedijska, bi rekel. Ja. Glasbeniki, Darja Božič, tako kot Vinko, kot slikar, poseže v prostor, poseže po gibanju v prostoru, po raznih interakcijah, tako, reka tipično, ne slikarsko. Prej, ko sem omenil ta pomembne hrvaške umetnike, ti so z veseljem sodelovali z nami, ne? Ja. Ni bilo pod častjo, ob tem, da so seveda imeli oni že svoj pedigre, in so pa seveda zdaj že tudi vsi v penziji, oziroma žal pokojni nekateri. Prav Gorki Žuvela je pravkar šel v penzijo, sem ga zadnjič srečal v Splitu. No, prele, ko si omenil še tvoj prispevek, je bilo tudi povabilo Tihca v skupino, ne? Ja. Kako se je skupina gradila oziroma oblikovala, ne? Kljub temu, da je bil to samo en moment, en določen čas, ampak je bil. In kako smo iskali razstavne prostore, ki nismo mogli kjer dobiti. Ampak o tem, da bomo jokali in stokali vse nazaj. V tej sobi so recimo taki primeri teh grafik iz cikla Naselje, recimo, in pa iz potem, ki je že čutil, da rabi to vsebino prevrednotiti, nekaj v sebi pa se drugače izraziti, potem nekom njegovo, bi rekel, izumom, ampak na svoj način je ta šablonski tisk prilagodil, ko se je začel ukvarjati s tem ciklom znaki. In tukaj so tudi že prišli do izraza barve. Ne? No, mogoče korak naprej od grafike je bila že prva razstava, ki ga je postavila nekako najprej na kranjski zemljevid in postopoma potem tudi na slovenski, je bila 67. leta, 1967 v Kranju, kjer v bistvu Cene Avguštin zaslužen, da je dal priložnost mladim umetnikom, da so se izkazala. Ne? In naslednja razstava 69. leta je bila nekaj je bil drugi Vinko Tušek.
Zakaj? Zato, ker vmes je 68. leta Vinko Tušek šel na Beneški bienale, ne? In to je bila v bistvu vrata v zahodno moderno umetnost. In od preskoka od tega grafičnega sveta, ki motivno mogoče se omejuje na Kranj in to doživljanje mesta, motiva, ki mu je bilo takrat na razpolago, ne? Do tega, da je tam dejansko videl, da je svet utripa z drugačnim ritmom, pa predvsem z drugimi tehnikami, ne? No in potem pa so v 70. letih prišli cela vrsta teh ambientov, ne? Od Belega labirinta, ki je postavil na Gorenjskem muzeju, na dvorišču Gorenjskega muzeja, do potem mogoče en pomemben, ampak je bil nekako tak zelo unikaten, unikatna postavitev, ko sta s Pogačnikom, recimo, ko je raziskoval vodo v kanjonu Kokra, je on postavil ta mobil, ne? In to je bil res ena taka novost v slovenskem likovnem prostoru, da je začel iz slike raziskovati prostor, ne? No, te ambiente so si potem kar sledili v 70. letih, dokler v 80. letih, no, takrat se je potem tudi nekako udejstvoval v tej skupini neokonstruktivistov. No, v 80. letih je pa v bistvu dal popolnoma vse prepustil barvni domišljiji, če lahko tako rečem, ne? In od 82. do 84. leta se je tako oblikovala skupina Barva. No, v bistvu takrat naprej pa je to jezik, o katerem Tušek umetniško govori. Tukaj ni več kakšnih posebnih pretresov, je pa res, da to večkrat premelje prevrednoti, no? Tudi v bistvu s tem zadnjim ciklom dvoriščne, ko so v bistvu, bi lahko rekli, nekako tudi vrača nazaj v te kraje, kjer je v bistvu začenil umetniško pot. Pa vsem so takrat pravzaprav v poročetu nastajale najbolj pomembne stvari, takrat je najbolj pomembni koraki, najbolj angažirani, najbolj raziskovalni. Tako da mi je to hecen, mislim, ta spoj mi je zelo tak zanimiv. A si ti bil kaj v njegovem ateljeju, si skozi zraven bil ali ne? Jaz bil večinoma zraven. Jaz recimo, jaz ne morem se spomniti, kdaj sem bil na Bienalu, recimo, ampak to je bil zame en tak, ampak 5 let star, nekaj recimo na Beneškem Bienalu. In se spomnim tiste barvitosti, recimo, ta spomin me skozi spremlja, recimo, toliko močni impuls je bil to, recimo, zame. Potem se pa tudi spomnim otroštva kot tako, če vizualno gledamo, kot tako svetlobno, je otroštvo doma, to se pravi naš dom, je barvit, je svetlo. Imeli smo v prvem nastropju, to je bilo tako malo mansardno stanovanje, tam je bilo vse svetlo, stene so se spreminjale, recimo tam je bil en dimnik, ki ga je oče stalno opremljal z nekimi, enkrat so bili to eni grički, taki valoviti, ki jih je iz malca naredil, drugič se je ena slika na tem nastala, tretjič je bila spet ena druga konstrukcija tam. Hkrati je bilo pa vse belo in zelo svetlo. Drug spomin je pa ta spomin zunaj našega doma, ki je pa vsem bil, kaj sem mal, takrat je bil vsem socializem, dosti bolj, recimo se spomnim, kaj sem šel, kad smo se igrali s sosedovimi otroki, pa kad sem bil pri njih doma, ali pa to, tak kontrast je bil, tako, recimo tista sivina, take, vse je bilo še dokaj veliko povojno za moje predstave. Pri nas je bilo pa tako vse svetlo, asketsko pravzaprav, zelo čisto. In pa kasneje sem šele dojel, da je bil to tudi ta očetova naravnanost modernistična, v bistvu manj je več. Da so važne so razmerja,
važno je, da pustiš tudi dosti praznega, da potem nekaj daš noter. In to se je tudi odražalo na našem bivališču. Je pa tako, da oče me je ves čas vozil s seboj. On je bil takrat pedagog, on je učil likovni pouk v Stržišču, tukaj v šoli, v osnovni šoli. Ta šola je bila tudi taka zelo, za takratni čas je zelo moderna, zelo je bila arhitekturno zelo tako napredna. Tudi tega se spomnim, recimo. In verjetno zaradi varstva sem bil jaz veliko z njima. Nikdar se ne spomnim, da bi mi rekel, to pa ne smeš, to se pa ne dotikaj, to imam pa jaz, to pa to. Ampak zmeraj mi je bilo vse, tako da smo doskrat občutek, če nazaj pogledam, da so skupaj ustvarjala te stvari. Spomnim se vseh teh obrušenih plastik, lesenih, ki so dobesedno iz polen nastajala. Doskrat so zraven drvarnice zunaj delala, recimo v toplem delu leta. Drugače imel pa en kletni atelje, ki je bil zraven ena delavnica, taka bolj groba. In tam je tudi grafično prišel, pa vse te mavčne plastike, ki jih je takrat delal. In to sem jaz zmeraj z njim, vseeno še vom po tem nitrolaku, po teh, točno sem videl, kaj je s tesarolom, recimo bavil sem rekel, to se bo sušil dolg, to pa nisem mogel počakati tega, ker pa nitrolaka, pa sem rekel, to tako je lahko, tako se dotaknila, tako je. In tudi te ambientke tukaj, ki so te krogalce, to je bilo s to ličarsko pištolo, sicer z električno, ampak stružuje on sam, bo stružil? Jaz ne vem, nekdo mu je ostružil, skupaj sta stružila. Ne vem, če ni bilo to v šoli. Ali pa bil en mizar, nekdo, ki ga je poznal, sta je to ostružila. Potem se spomnim, ko smo to brusali, kitali. Potem pa to, potem so pa to barvala, s temi trakovi ličarskimi gor, pa oškropila, pa ko se je posušil, potem dol. Najlepši bo pa ta zaključek pod zorom, ko se je to polakiralo. Da se je vse tako lepo zasvetilo. To hkrati me je pa zelo veliko vozil v šolo, kaj je učil. Jaz sem bil velikrat z njim v razredu, med poukom. On je pač učencem dal nalogo, kaj morajo delati, tako, jaz sem pa pač meni dal tablo na razpolago, in sem jaz na tablo risal, pravzaprav sem na nek način nastopal, zmeraj sem v tizde nastopal pred razredom. Potem sem bil na krožkih, ki jih je imel, recimo fotokrožek, potem vem, da smo enkrat urejali šolski akvarij, ki so imeli, in takrat ni bilo drugih, smo šli, cel šolski kolektiv, smo šli nekam na Dolenjsko, ki je bil ribnik Zlate ribce. Iz tega je tudi ratal cel projekt in je oče potem kasneje iz poliestra, tako je nekaj naredil iz ploščatega železa in naredil take silhujete in tako in potem je poliester barvastno ulival. In to se je kar nadaljevali iz teh ribc, ki smo jih tam. On je zmeraj prinašal iz življenja, pa je nekaj prinašal naprej. Skratka, če pa tako zelo generalno pogledam, je pa ta barvitost, to se pa čist usidila vame, ta barvitost in tista svetloba tistega časa. Spomnim se tudi, velikrat sem bil prisoten pri teh razgovorih vaših, ki so med kolegi, ki so bili razne take, dost ne žolčne, ampak dost take žive debate, tako. In to sem jaz pač se z nekaj grovnotlih, ampak sem skozi nekako v šestih ostal. Da kasneje, ko sem pa gledal, ko so me dal sprašvali, pa kako, da veliko otrok slikajo, pa to ima probleme, ali pa so se zelo sorodni, ali pa tako. Jaz pa tega nisem imel, vsaj ne na taki vizualni ravni, da bi bilo to tako videno. Verjetno ravno za te njegove raznoterosti, pa tako, vse sorte ideje je preverjal. In tako da jaz vidim samo v neki podstati, v neki strukturi, včasih kako sliko tvorim, kako jo sestavljam.
vse je na nek način konstruiran, bolj kot običajni slikarji. Na tem nivoju vidim to, da se mi je v moje delo usedlo, recimo neki taki načini. Hkrati sem pa na akademiji šele prvič, recimo, z Bernardom, ki je bil moj učitelj, moj profesor, čez Gnadnoš in tako, sem prvič začutil, da je res, da so mi res nekaj daljše, nekaj drugega, kar nisem dobil dočeta, recimo. Tako da to je bilo zelo tako intenzivno, to je bilo otroško pisano. Potem je pa še to, kar se pa te razstave tiče, je pa oče je veliko razstavljal, tudi dokler je bil še živ, pa tako sam večino je zadnja leta pač aktualne stvari, oni hoče zmeraj aktualne stvari razstavljati. Po drugi strani pa tudi recimo te njegovi eksponati, on ni prav lepo ravnal s stvarmi, ki jih je naredil. Ni jih je lepo shranjeval in poskrbel, ker je enostavno hotel preveč, ga je že nesel naprej in je hotel se z novimi stvarmi ukvarjati. Tiste stvari so nekako ostajali nekako nezaščitene, pa tudi ni, to je bilo vsem narejeno dosti tako s tistim, kar je pač imel. To ni bilo narejeno za 300 let. Tako da iz tega najbolj dinamičnega obdobja, tam konc 60-ih, 70-ih, recimo začetek 70-ih, predvsem konc 60-ih, je pravzaprav zelo malo eksponatov ostalo. Ravno zaradi tega tudi, ker jih ni imel kam shraniti, ker niso bili narejeni tako zares, kako je šlo predvsem za realizacijo ideje. Tako da žal je zelo veliko eksponatov, so pogrešeni. In s to razstavo sem jaz hotel nekako načrto pod njegov del postaviti in upozoriti tudi na ta najbolj angažiran raziskovalno obdobje. In to me zmeraj malo bolelo, da naprimer tega ambienta rdeče modro oglo, teh kroglic, da ga ni. Ker to konec koncev je zame za tisto najbolj prodorno obdobje to ključen eksponat. Mislim, to, kar ga jaz čutim. Tako da so se z Markom pogovarjali potem že nekaj časa to, in glede na karakter tega, da ni tako, gre za neko slikarijo ali nekaj tako, in na to, da sem jaz to tudi imel praktično nek spomin celo v rokah, kakšne te krogle so bile, tako, mogoče par jih imam doma, še ostankov, da so se potem odločili za to rekonstrukcijo, ki se mi zdi, da s tem nekako, da je zdaj lahko vsaj približno neka zaključena celota tudi skupaj s temi dokumentarnimi fotografijami. Ambient ni donacija. Ja, v bistvu je. Sredstva je galerija preskrbela, kar so materialna sredstva za čisto za realizacijo. Tako da to so bile že tudi naprej zmenjena. Ker mislim, da to je tak eksponat, ki mora biti pač v galeriji, ki mora biti na razpolago javnosti, če bo nekje naprej doma, nekje v kleti in zabavno. To je bil problem nas vseh, ne? Razživeli smo se v teh novih raziskovanjih, šli smo v formate, šli smo v nove materiale, to so bili neobstojni materiali, to se pravi te vezane plošče, pobarvane in Juvidur se spomnim. Juvidur, to novi materiali, kot se to dogajalo po svetu, samo res, ko si to končal, po razstavi je bilo vprašanje, kako to shraniti. In to se je dogajalo nam vsem. Nepravilno shranjevanje, vlaga, nepravilno skladiščenje, pa se odkruši tle, pa zlomi tam in na vse zadnje. Človek se sprašuje, saj dela sam za sebe,
Ampak na vse zadnje ne dela sam za sebe, dela še za neko širši namen in mislim, da bi se tle je bilo pač to vprašanje, komu in zakaj in se pač ni toliko in toliko stvari ohranilo in tako se je tle zgodilo lapajne, to slučajno, da je Moderna galerija čutila en odnos do nekih fragmentov in je šla v rekonstrukcijo tega. Tako pa sem najbrž kjerkoli tlele to res, to, kar smo videli v Kasslu ali pa kar so delali tole novo angleško kiparstvo, ko smo videli, jasno, po zaslugi tudi tebe in teh štipendij v Anglijo. To je bila velika spodbuda. Anglija imela nove smole, nove te surovine, industrijske surovine, ki jih pri nas ni bilo voza in tako naprej. Pač nekako smo se prilagodili nekim stvarem, podobno tem. Ni bilo pa če bi rekel, ne družbeno, ne materialno, ne finančno adekvatno temu, kar smo videli v Angliji. Ne? Oziroma, kako se je dogajalo drugo. Kar se tehnologije tiče, se mi zdi to dokaj normalno. Konec koncev je še zmeraj modernizem, zelo cel vidim, da je premalo vložil v tehnologijo, v svojo tehnologijo. Če pogledamo, naprimer, iluzionistično slikarstvo, se je naredilo prav svojo tehnologijo za izdelavo iluzije. To se pravi, napeli so platno na podokvir, kaj je ravno, potem so ga grundirali še do popolne gladkosti, potem so nanj z oljnimi barvami, ki so narejene prav fino mlete, prav da izničiš materialno plat barve, so bile oljne barve prav za iluzionistično slikarstvo narejene, to se prav so razvijali svojo tehnologijo ves čas, stoletja nazaj. In na koncu, ko je bila ta slika naslikana, so ji nadeli še okvir, to se pravi, da so naredili vtis okna, to se pravi, zamaskirali so še ta rob, ki je edina informacija o tretji dimenziji. In so naredili popolno, to se pravi, izdelali so tehnologijo po svoji meri. In jaz mislim, da tudi en tak prizadevanje, recimo, ko se prizadeva za nekaj drugega, mora se tudi svojo tehnologijo vzpostaviti. In pač pride do eksperimentov, ki tudi niso najbolj trajni. Tudi na začetku oljnega slikarstva je bilo tudi veliko takih poskusov. Če govorimo o ekspresionizmu, je prišlo do štafelajnega slikarstva, do prvih tub, da so lahko šli slikati v naravo, da niso mešali barv v ateljeju. Mislim, vse te stvari. Jasno, se je pravzaprav zaradi takih problemov se je tudi, mislim, to navdušenje brega splahnilo. Vidiš, da do neke mere... Par stvari je pa le javnih bilo potem. Jaz vem, a je Sevinkotov tist relief ohranil tam na Iskri, ali kje je že bil? Tak relief je bil. Sem bil na Iskri v Krajino. To v poznih letih. A se je kje javno ohranil? Recimo, razmišljam, Drago Hrvatski je veliko sodeloval z arhitekti pri Cankarjevem domu, pa v banki, Novi Ljubljanski banki. Ampak te ambienti so, jaz sem nekrat ga iskal, so nekje v depojih vsi. Ja, jaz mislim, da recimo to je bilo, se kar nekaj bilo... Dušan Tršar je bil za Iskro, je delo, je tudi zginilo. Enostavno so zginili, ne? Ja, mislim, da so kar nekajkrat sodelovali pri opremi novih poslovnih stavb, recimo stavba Gorenjskih oblačil, tukaj je nastala, so opremala, ne? Ker je ta Ciril Oblak, ki je bil tudi njihov prijatelj, ne? In je on to stavbo pač projektiral, načrtoval in so pač tudi, je bilo že v opremo vključeno, že v novo stavbo. Očitno ne trajno. Če se spomnim samo sode, recimo, očeta vašega pod narekvaje Tihca, da je nazadnje končal
avtomobili so kot svetlična korita, tam pri gorenskih oblačilih, to pa više. Ne? Ja, tako to vreda to. Ja, je. Se pa vzdrževanje vsega tega je problem. Ja, nespoštovanje, Ja. to ne vem. Tudi na vse zadnje, kaj se dogaja z zbirkam, če gremo zdaj na širše, kaj se dogaja z Muro, z zbirko Mure ali pa z zbirkam kje drugod. To se pravi, kultura je pri nas eno Šlo je vse. ja, vprašanje. On se je zapisal lepo v preteklo zgodovino in posebej pa še kot en poseben fenomen. Ja, on je bil ene vrste samotnega jedca skupinskega, ampak on je bil neponovljiv. Jaz nobenega v tem prostoru bivše nekdanje države nisem nobenega poznal. Zanimivo, da sva prejšnji teden se srečal tudi z Dušanom Otaševićem, ki je bil veliko prisoten v našem prostoru, veliko razstavo je v Slovenjgradcu, sva se ravno pogovarjala o Vinku. Tako se ga živo spomne, kot da bi dol delal. To je nekaj pomembnega, če se kolegi, ki imajo seveda tudi svoja leta, krepka čez 80, da so se ga spomnili, da bo širšem krogu izven Slovenije. Dejstvo je pa seveda, da pa ven izven Jugoslavije pa tam to nismo prodali nikoli. Ni bilo, tudi reprezentančne razstave so bile koncipirane drugače in tako naprej. In tudi na, recimo, na prisotnost na kakšnem beneškem bienalu ni šlo. To pa najbolj druga politika, pa drugo razmišljanje. Bila je tista politika, ne? Ja. Ni šlo nekako, ne? Če se spomnim, tle sem ravno katalog pogledal, ko je Philip King po svetu, evo, katalog svoj Tonatu Lapajnetu, leta 68, v Whitechapel Gallery. Ja. King je bil nedavno posebej še na Beneškem bienalu, na tem otoku je bil še posebej ponovno postavljen. Skratka, ti so se zapisali zelo trajno. To so Angleži in to je angleško kiparstvo, ne? In to je tudi neka tradicija, po Muru je to tudi neka kulturna politika, ne? Znajo ceniti, ne? Mi smo pa tako, kot ste povedala, se zato je pa ta navidez kratkega daha. Ko vidiš, da stvar, da si delno realiziral, kaj več pa skoraj ne moreš, ker se materialno in čistično ne moreš prostor, nima posluha, poiščeš nove možnosti. Če mo reči, meri manj? To je težko reči. Danes velikrat mislimo, da je tak angažiran, raziskovalni pristop, da je to resen pristop, ne? Da mora imeti eno resnost noter, tako znanstveno, tako, ne? On je to na en čist svoj način spojil, ne? On je bil zelo angažiran raziskovalno, ampak je verjel, da je najboljša raziskovalnost je otroška raziskovalnost, ne? To se pravi zvedavost, odprtost, odpreti tisti otroški tok, ne? In videti, kaj bo. Pustiti, da roke delajo, kar delajo, pa ne misliti zraven, ne? In kaj bojo roke ustvarjali. Da v bistvu en tok pride ne tako iz glave, ampak dobesedno iz telesa, a ne? Tako kot otrok dela, ne? In ustvari nekaj z rokami in potem pogleda, kaj je to nastalo. In to je on je to zelo zasledoval. Jaz, da je bil pedagog in je to tudi, mi pravi, da je tudi imel probleme svoj čas s tem, ne? Ker ni mogel verjeti, kako dobro stvari otroci ustvarjajo, ni pa mogel hkrati odkriti, kaj to je, kako da jim to uspe. In se mu zdel nesmiselno, da kot odrasel ustvarja, če otroci ustvarjajo toliko bolj iskrene, toliko bolj iskrive stvari. In je nekaj časa se čist na to koncentriral, čist na to delo. In to je nekako tudi... Če citiram tisto, kar je on sam takrat zapisal,
trdim, da kdor ne pozna otroške risbe, ta ne more dojemati umetnosti. Otroška risba ima prvine vseh stilov, seveda v svojem okviru, je totalna organska. Otrok snov vse pove, vanjo so opite teorije, ki jih zajemajo odrasli. Veliko umetnikov uporabljalo ta spoznanja. Picasso ima za primer, ima na primer serije del narejenih z otroško dušo. To je leta 58 zapisal. Ja, tako da ta spoj je zelo v bistvu nenavadno. Ne? Ja. Ta raziskovalna, angažirana naravnanost, Ja, ki jo stoji z otroško zvedavost. To sporočilo igrivosti in tega stika z otrokom, ki ga ima na sebi, tako kako v bistvu, tako kot je tudi dr. Jenko zapisal notri, da bi psihoanalizirali njegove barve, pa to. On sam nikoli ni tega. In tudi težko je opredeliti, kaj je to v bistvu X-faktor, ki ga povezuje z moderno generacijo, oziroma preko zdajšnjo mladino. Tudi, ker recimo so otroci prišli not v galerijo in bi učili v primerjavi z drugimi razstavami, ki bi si pogledali grejo, niso hoteli iti. In to je bilo tako. To je barva, tisto nitko in potem tisto oblike. In potem ambientom na koncu, v tam se da sprehajati. Tukaj že sama arhitektura vse ponuja neko razvivanost. To, da še označiš koncept, lahko se sprehodiš skozi sliko, po slikah hoditi. Z otroško miselnostjo, kako hodiš po slikah, ne daš dol, pa hodiš po njej, pa greš notri. In to neki koncepti, ki je neko čist nova in to je bilo fenomenalno to energijo čutiti. Da se oni tudi lahko dotikajo, seveda se to malo sporno, da se dotikajo umetnine, ampak to, da so isto rdečo kuglo gledali, pa drugo rdečo in je bilo tako, ker da bi vsako posebej doživljali, da je čisto poseben posel. In v tistem hodili, da so jih, da košče vesolja. To je neka ena psihoanaliza, ki se ne da kar tako opredeliti. Na to bi zanimivo, recimo, sem se spomnil zdaj pa tudi s temi igrišči, ki je želel otroška igrišča delati. No in potem je naredil ta ambient, za katerega je bil pa tudi dobil to Prešernovo nagrado, mislim, sklada. In sicer je postavil te betonske barvite skulpture pred festivalno dvorano na Bledu. In tam je bil hišnik, ki je to travo kosil, to je travo postavljen. In ta hišnik je imel ves čas razstavil blazne probleme s temi plastikami, to so bile, kar sem do toliko visoke plastike, neki tako so bile razpostavljene. In vsak otrok je mi prišel se v to vtaknil. Vsak je hotel jahati tiste plastike, gor plezati in se koboliti čez tiste, in hišnik je živce zgubljal, ker je mogel stalno ven hoditi in tiste otroke odganjati. Oče se pa smejo tam, še takrat, ko sem bil zraven, puste jih se, to je za to narejeno. Ampak hišnik pač tega ni mogel sprejeti, je stalno odganjal. Važno je bila trava pokošena. Ja, pa to je, za hišnika je bil vsem to eksponat, to se ne sme dotikati. On še je pa vedel, da je v bistvu uspel. V bistvu je naredil tako stvar, če je otroku všeč, potem je vedel, da je pač to, da funkcionira.